Revščina je zame nedostojno življenje. Recimo, če je otrok reven, ne more hoditi v šolo, se prehranjevati, skrbeti družino ali mora delati. Prepoznam jo tako, da so otroci odrinjeni od družbe. Trudim se, da bi jim polepšala vsaj dan. Da v mojem kraju ne bi bilo revnih otrok, bi predvsem morali odrasli, naprimer tisti, ki so bogati ali ki so zelo premožni, bi prispevali kaj za revne družine oziroma starše in pomagali, da bi bili njihovi otroci tudi srečni in da bi imeli vsi otroci to, kar rabijo, torej, da bi se kdo odpovedal kakšnemu evru in ga namenil za take družine, in pa predvsem predsednik oziroma organi države, da bi prvo poskrbeli, da bi bila država urejena, da bi imeli vsi primerna bivališča, da bi bilo za otroke poskrbljeno in potem razmišljali na biznis in zaslužke. Zavedam se, da je neenakost v družbi prisotna, a sem vesela, da je na naši šoli ne opazim, saj nas spodbujajo, da imamo lahko vsi enake možnosti. Odrasli bi morali vsakega otroka sprejeti takšnega, kakršen je, in ga ne primerjati z njegovimi sovrstniki. Le tako lahko vsak otrok uresniči svoj polni potencial. Otroci se lahko znajdemo v pravosodnem sistemu, na primer, kadar otrok naredi kaj kaznivega ali pa kadar sodišče odloča o tem, pri komu bo otrok živel, če se starši ločijo. Lahko se odloča o premoženju. Otroci smo zelo občutljivi in nestabilni, še posebej v težkih in travmatičnih situacijah ali pred velikimi odločitvami, ki zadevajo nas osebno ali našo družino. Vendar zelo dobro razumemo to, kar se dogaja okoli nas. Zato je zelo, zelo pomembno, da se vsakemu otroku v postopkih pred sodišči ali socialnimi organi posebej prisluhne in upošteva situacijo, v kateri se je znašel. Zame je spolno nasilje ena najhujših oblik fizičnega nasilja, vendar še hujša oblika mentalnega nasilja. Da nekdo se te dotika na intimnih predelih, ko ti tega ne dovoliš. Po mojem mnenju žene otroke, da se selijo iz svoje države, upanje na lepšo prihodnost, četudi je ta še toliko neznana. Potrebovala bi se naučiti jezika, kulture in navad v tistem kraju. Pri tem bi mi lahko pomagali tudi starši. Ko bi šla v šolo, pa bi prosila učitelje, da naj mi pomagajo pri učenju tega jezika. In želela bi si, da bi me otroci iz tistega kraja sprejeli. Moja sošolka je pribežala iz Venezuele zaradi političnih razmer v svoji državi. Vsi smo jo lepo sprejeli, zdaj pomagamo pri učenju novega jezika, kulture in navad. Mislim, da ja, da je teh možnosti vedno več, vendar me moti, da tudi če imamo možnost izraziti svoje mnenje, se ga ponavadi ne upošteva in ne obravnava kot enakopravnega odrasli.
Posebej pomembno pa je to vprašanje, kadar se odloča za otroke življenjsko pomembnih odločitvah. Otroci smo zelo občutljivi in v starosti, ko se zavedamo tega, kdo nam nudi dobro zaščito in kje se dobro počutimo, nam lahko zelo škodi, če je sprejeta odločitev nasprotna temu. Zelo različen pristop do možnosti izražanja mnenja pa se kaže po šolah, tako po nekaterih šolah še posebej to spodbujajo in dajo otrokom možnost vplivati na primer na aktivnosti.